Sem Mateja Kavčič, konzervatorka, restauratorka in arhitektka. V šoli prenove za nove generacije sem bila vključena v restauriranje in obnovitvena dela tega učnega laboratorija, v katerem se trenutno nahajamo. In po vrsti bom razložila, kaj smo hoteli samo obnovo sporočiti in kakšne podatke smo želeli pustiti zanamcem kot zaključek te obnove. Stojimo pred steno, ki smo jo našli med samo obnovo, na kateri smo želeli pokazati, kako so že včasih generacije pred nami gradile s tem, da so ponovno uporabile nek odvečen material, se pravi, kot danes temu rečemo, reciklirale. Uporabljali so zelo preprosto opeko, kakšno odpadno pečnico, uporabljali so toplotno izolacijo, ki je stara danes že približno nekih 100 let. Potem, če sledimo naprej tem odkritim elementom, se na primer v tem prostoru pokaže, da so v istem prostoru, v katerem je nekoč bila črna kuhinja, kasneje naredili nek salon in ga lepo okrasili z arhitekturnimi elementi. Je bila pa seveda pred to fazo še starejša faza in ta se nam pokaže v temnem elementu, ki smo ga pustili zato, da se vidi, kako je ta objekt nekoč se naslonil na sosednjo hišo. Če sledimo naprej tem elementom, je tukaj na primer kamniti portal, na katerem smo pustili podatke, iz kakšnega materiala je grajen, se pravi originalno iz kamna, in pa potem, kako je bil v neki fazi prebarvan oziroma prebeljen in barvan v nekih odtenkih. To je okno, ki nam pokaže, kako je bila v nekem starejšem obdobju narejena stena umeta notranjega prostora, kakšen okras je bil na njej. Tukaj se v enem drobnem detajlčku vidi poslikana dekoracija neke rožice, nezanesljivo iz baročnih časov. Potem pa je bila ta stavba oziroma ta prostor umetan, izravnani ometi in na njem vidimo 14 nanosov različnih barv, se pravi vsaj 14-krat imamo dokaze, da je bilo to prebeljeno in pobarvano v različnih odtenkih. Če se ozremo na strop, smo hoteli pokazati v tem lesenem nosilcu, ki gre čez strop, način, kako so neko leseno konstrukcijo v času, ko so stvari spreminjali v neke salone, lepo oblekli v omet in skrili les, da se pač ni videl. Zakaj so vsi ti podatki, ki smo jih tu ohranjali, pomembni? Iz različnih razlogov. Eden je predvsem to, kako v teh starih stavbah pokazati vse kvalitetne informacije in kvalitetne ostanke, ki so ostali od generacij pred nas. Predvsem ohraniti tudi informacije, kako so bile te stvari narejene za naše zanamce in za obrtnike, ki danes obnavljajo ta stanovanja. In v ta namen je potem tudi v projektu šole prenove nastala ta učna skrinja, s katero bomo v bistvu učencem po osnovnih šolah, potovala bo namreč po osnovnih šolah po Sloveniji, prikazali tiste najbolj osnovne informacije in načine, s kakšnimi materiali, kako so bile stare stavbe zgrajene in zakaj so pravzaprav vredne ohranjanja. Zdaj stopamo skozi vrata, ki so salonska. To je v bistvu zelo kvaliteten izdelek nekih dvojnih, dvokrilnih vrat, se pravi imamo vrata na tej strani, da dvakrat zapremo in na oni strani. Glede na to, da vemo, da je bila v tem prostoru nekoč mestna hiša, si lahko sklepamo, zakaj je bila potrebna ta dvojna zapora, da se je včasih tudi zaprlo zvoke, niso prehajali med posameznimi pisarnami. No in če skozi to dvojno krilo vstopimo v salon, pridemo do res neke lepe sobe, ki si jih je meščanstvo privoščilo tam na prehodu v 20. stoletje. Privoščilo si je zelo lepo dekoracijo, naprimer na stropu si lahko pogledate, na sredini smo našli izrisbo lutnje in pa na stenah imitacijo kamna. Se pravi tehnika umetno naslikanega kamna, ki ga je včasih slikal pleskar znal narediti, kako je členitev narejena v kamnite plošče in potem nek roza, zelen marmor, ki so
ga v bistvu v različnih barvah, v različnih načinih poslikav znali izvajati tako slikopleskarji kot tudi mizarji, naprimer, so na tak način poslikavali omare. No in če se zaključimo še pri tem zadnjem portalu, to je prav tako ponovna raba nekega elementa, ki nismo izvedli mi, ampak so jo že pred nami. Se pravi, so nek portal, ki ga razpoznamo po dekorativnih okraskih, ki so enaki kot na fasadnih oknih. To nam daje sklepati, da so ta portal v bistvu izzidali nekje na zunanjem prostoru in ga uredili tukaj in uredili so ga na noter obrnenega, tako da imajo zdaj okraske v samem salonu. Se pravi, ponovna raba, naravni materiali, vse to, kar je kvalitetno vgrajenega, je vredno ohranjati.